Gledate informativno oddajo, ki jo vodita Lorela Flego in Matej Lahovnik. Dober večer in dobrodošli v Bučkah. Prebivalci Kopra, Izole, Pirana in drugih obmorskih mest so danes zjutraj začudeno ugotovili, da je ponoči neznano kam izginilo morje. Posebne enote obalne straže, policije, mornarice in civilne zaščite že ves dan preiskujejo, kaj se je dogajalo ponoči, a razen dejstva, da je brez vode ostal celotni severni del Jadranskega morja, so vse drugo za zdaj zgolj ugibanja. Na piranski punti je zdaj naš primorski dopisnik Gašpar Mišič. Pozdravljen! Čau, Ljubljana, čau, Lorela. Čau, kakšne so zadnje informacije? Se že ve, kam in predvsem zakaj je nenadoma izginilo morje? Nič se ne ve, tudi strokovnjaka, ki bi znal to racionalno razložiti. Vsi so napovedali, da bo gladina morja zaradi podnebnih sprememb vsako leto višja, ne pa to, da bo voda kar izginila. Za zdaj je potrjeno, da je brez morja ostal kompleten severni del Jadrana. Voda naj bi popolnoma izginila posod tam, kjer globina ni večja kot 50 metrov. In Jadransko morje za zdaj po novem sega samo še do Šibenika na hrvaški strani in Ancone na italijanski obali. Tašne katastrofe ne pomnijo niti najstarejši prebivalci obale. Vse je ena velika puščava, toliko za enkrat. Kolega Mišič, hvala za te informacije. Ni zakaj, se vidimo. Na pobudo koprskega župana Popoviča so se na kriznem sestanku sestali vsi župani prizadetih obalnih mest vseh treh sosednjih držav. Poglejmo, kaj so se dogovorili. Dogovorili smo se, da bomo izkoristili priložnost in najprej postavili nekaj naftnih vrtin. Pa če se izkaže, da ni ne nafte ne plina, gremo na plan B. Dogovorili smo se, da ribiči bodo dobili posebne subvencije, da nabavijo kamele. Če se izkaže, da ni ne nafte ne plina, bomo od slovenske vlade nemudoma zahtevali, da se struge vseh naših rek urgentno preusmerijo na obalo. Dober večer. Pozdravljeni. Bo vlada podprla zahteve županov? Predlagan krizni načrt je dober. Vse zahteve so legitimne. Seveda bomo potrebovali še nekaj dodatnih pojasnil in analiz. A dejstvo je, da če ne bomo našli nafte ali plina, je ena od opcij tudi ta, da z našimi rekami postopoma napolnimo Piranski zaliv. Gospod premijer, ampak to lahko traja leta in leta. Ja, poglejte, tudi Rima niso zgradili v enem dnevu, a ne? Načrt je jasen, 2 leti za raziskovanje morskega dna oziroma puščave, če ne bo uspeha, imamo 5 let, da zgradimo vse kanale, da preusmerimo reke in potem še kakšnih 10 let, da bo v Piranskem zalivu vsaj meter vode. Seveda, pričakujem, da bosta enako naredili tudi Hrvaška in Italija. Torej, po najbolj optimističnem scenariju bi se turizem, kot smo ga poznali nekoč, na obalo vrnil nekje leta 2035. Tako je. Po najbolj optimističnih prognozah bi se to zgodilo približno takrat, ampak morate vedeti, da bo to bolj mlaka turizem. Ciljna publika bodo družine z majhnimi otroci in seveda ne plavalci. Od nautičnega turizma bodo verjetno ostali zgolj gumenjaki. Gospod predsednik, hvala za pojasnila. Ja, lepo zdrav. Kaj ta katastrofa pomeni za usodo arbitražnega sporazuma s Hrvaško, smo povprašali zunanjega ministra Karla Erjavca. To pomeni neka povsem nova dejstva. Težko si predstavljam, da bo arbitražno sodišče določilo mejo na morju, če pa morja ni več. Ta arbitražni sporazum je zagotovo mrtev. V novo nastali Piranski puščavi bo zdaj treba določiti mejo na kopnem. Naše stališče je tukaj jasno. Piranska puščava je v celoti slovenska, zahtevali pa bomo tudi odprt dostop do prve oaze. Slovenija mora ohraniti status puščavske države. Kot vse kaže, čaka ministra Erjavca nova zahtevna diplomatska misija, a še pred tem bo moral preživeti interpelacijo, ki sta jo vložili stranki SDS in Nova Slovenija. Glavni očitek leti na njegovo nenavadno spletno aktivnost. V službenem času naj bi za potrebe svoje stranke na posebnem chat portalu novačil nove članice. V nekaj mesecih mu je uspelo pridobiti kar 7 starejših občank. Vsem je obljubljal višje pokojnine, regres in dodatek za stalno pripravljenost. No, napeto je tudi v državnem zboru. Na zadnji seji je podpredsednici Bojani Muršič dobesedno počel film. Poglejmo, kaj se je zgodilo.
Od nekdaj lepe so poslanke slovele, a lepše od Bojane, Biloni, nobene. Magda, tak mi je hudo. Ja, kaj narobe? On me vedno v kino vabi, pošilja mi take pesmice, pisma, rože na dom parlamentu, pa kot da me ne pozna. Poglej, Bojanca, Vinko je do vsake to nove v parlamentu tak. Ne moreš pomagati. Ne se sekirati, vse bo v redu. Sama veš, kaj je problem, meni besede več pomenijo kot sama dejanja. Tipičen dec si. Same lepe besede, ko pa treba v prakso spraviti, se pa vse. Z nami je zdaj preko Skypa sam gospod Heartbreaker, poslanec Vinko Gorenak. Dober večer. Jo, ja se kopate? Ja, dober večer. No, mene ne moti, upam, da gledalce tudi ne. Dobro, kaj slišimo, da ste velik lomilec ženskih src? Kje pa, to je pa čista dezinformacija. Ja, zakaj pa potem poslankam pišete romantična pisma? No, poglejte, to je čisto nedolžno. Jaz jim absolutno nič nočem. Je pa res, da rabijo malo pozornosti. Ne moram pomagati, če si potem same nekaj domišljajo. Poslanko Muršičevo ste povabili v kino. Tisto je bilo nesrečno na ključe. Bila sva pač zmenjena, za vojno zvez, pa je potem me zastonj čakala, ker pa je pač nekaj prišlo vmes, nekaj nujnega. Pa ste se ji vsaj opravičili? Ne, ker ni bilo še priložnosti. Veste, da ste jo zelo prizadeli? Res? No, jaz nimam tega občutka. Dobro poznam poslanke socialdemokratov, pa vem, da so včasih tu ene velike glumice. Hvala za vaša pojasnila. Adijo. Niso jokali le v slovenskem parlamentu, solze so tekli tudi v ameriškemu predsedniku Obami, ko nam je nazorno opisoval, kako se lupi in se kljače bula. Cut it off. Then slice it in half. Using a sharp chef's knife, slice it about 1/2 inch of the top of the onion and discard. Take an onion and chop it vertically and lay it flat. That's the best way to peel an onion every freaking day. Mnogi se verjetno še spomnite poplav na severu Anglije tik pred koncem lanskega leta. Ne veste pa, da so bili tam tudi gasilci iz Kamnika. Pogumne fante je sredi akcije presenetil sam britanski premier. Na kameru letu se moje kolege, me bud ma kjer tvoja cifra, ne vem, bomo vprašali. Ala. Right, hi. What's your number? 43, ali? What about you? 47. Oh, that's nothing for me. 45, ajne. 44. Jaz sem boss. Bloody hell. 52. 43, Oh, fuck. 49. 42 anyone? 57. 52. This is no good for me. Ja, zdaj cifra ni, ne, tam vzali smo pa eno štacuno najdel, pa kaj pogledati. So is there somewhere a shop with boots or something? It's back there, right? Ja, tam je. Tuhinskega gasilca vpraš. And are you sure they have my number? Who are these people here? Hello, nice to meet you. Ja, mi smo Tuhinca, ja. Do you have 42? Yes, ma'am. 47. What's your number? 49. Do you maybe have 42 for me? 55. Dušan. Nisem vedela, da ima Cameron tako majhno nogo. Dokler živiš na veliki nogi, ti je čisto vseeno, kakšno številko imaš. To se pa strinjam. Nadaljujemo z domačo temo, ki zadnje čase dviguje največ prahu. Štefka Kučan, soproga nekdanjega predsednika Milana Kučana, je odprla SP. Gospa Kučanova vsako soboto pred družinsko hišo v Murglah organizira posebne terapije za najbolj goreče nasprotnike svojega moža. Tam je bila tudi naša kamera. Dobar jutro, razred. No, to si ta Štefka, mi smo da naredili domačo nalogo, tak je naredil tvoj list format in je napisal tvoj slogan. Smo se zmenili, a ne? Ampak zakaj pa venimo tembenega plakata? Smo rekli, da vsak nekaj napiše, ali pa če pisat ne zna, pa naj nariše. Ja, on je imel velike tisane črke, pa majhne pisane črke, evo. Jaz sem pa vodja skupine bil. Ne, nisi ti vodja, jaz sem profesorica in vsak bi mogel svoje nareza, kazen boš pa tole čaj skozi nos spil, da se molde vsi smejali. Smejali, ja. Ker kazen mora biti vzgojna.
Kaj si napisal, Kučan, kje so naše milijarde? Kako veš, koliko je milijarda, če znaš sam da 15 štet? Kako si pa prišel do take ideje? Kje si to prebral? Nisem jaz to, tu je v demokraciji pisalo, vsi smo prebrali. On je prebral, jaz sem prebral. Vsaka številka demokracije je tako pisana. V reporterju. V reporterju. Vsak lahko prebere. Si pa nas se mi drž. Preber, knjigas, kaj si napisal? Ne bom prebral. Daj, preber, no. Preber, ne bom. Daj pa pesemca. Kučan pazi. Ringa, jaja. Murgla se dogaja. Kučan pa priteče. Milijarde se odnese. No to je od Kučana. Čudovita pesem. Ja, hvala lepa. Zelo lepo. Hvala za danes. Drug teden gremo po živalski vrt. Opet se gleda. To gorele so tam. Nazaj jih zaprit. Papa, kaj pa kaj? Ja, kaj? Kaj je? Kaj? Veliko si upa, ne? Ni edina. Tudi nocojšnji gost Marcela Štefančiča ima velike načrte. Uživajte v zadnjem tangu. Spoštovani gospod predsednik, gospod Škofa, kaj ima skupnega Miss sveta, Miss Universe in zbor za Miss OZN, mi bo pojasnil dr. Danilo Turk, kandidat za eno najprestižnejših globalnih kron. Živo. Dobro večer. Ok, zdaj katera lenta je več vredna in katera je dejansko drugorazredna, ne? Poglejte, vsak naslov, vsaka lenta je za tistega, ki jo osvoji, seveda največ vredna. In o okusih na tem mestu ne bi razpravljal. Enkrat pred leti sem že, pa ni bilo dobro sprejeto. Dejstvo je, da na izboru za Miss sveta okronajo najlepšo, medtem ko na izboru za OZN izberejo najprimernejšega. No, ok, ampak v bistvu gre za eno in isto, ne? Ja, se strinjam. In v obeh primerih na koncu odločajo videz, osebna karizma in zakulisne igre. Ok, Miss sveta izbira žirija, Miss OZN določi varnostni svet, ne? Tako je, a bodiva natančna, varnostni svet v vse svojem zgodovini doslej še ni okronal nobene misice. Ok, ampak vse kaže, da bo letos prvič, ne? Poglejte, mi se bomo na nastop pripravili profesionalno, pripravili smo strategijo, s katero lahko konkuriramo tako kandidatom kot kandidatkam. In dokler obstaja najmanjša možnost za uspeh, bomo naredili vse, da to možnost tudi ohranimo. Ok, ampak kakšne so dejansko realne možnosti, da osvojite to krono, ne? Jaz bi rekel, da možnosti vsekakor obstajajo. Kako realne pa so, pa bomo videli konec leta. Ok, da insideri pravijo, da je tokrat na vrsti vzhodna Evropa in da vi dejansko niste prvi izborne. Poglejte, teh špekulacij ne bi komentiral. Z mano stoji majhna ekipa sposobnih ljudi in prepričan sem, da bomo Slovenijo predstavili v najboljši luči. Ok, že veste, kaj boste oblekli, ne? Modna hiša Versace mi pripravlja 3 večerne obleke. Videl sem skice, ki so fantastične. Ena bo zagotovo s čipkami, druga bolj glamurozna in tretja nekaj ekstravagantnega, katero od teh 3 bom nosil na finalnem izboru, pa se bom odločil na licu mesta. Ok, pa kaj vam lahko prinese več točk, ne? Versačeva kreacija ali lobiranje v ozadju, ne? Oboje, a vseeno mislim, da bo odločilen nastop pred žirijo. Tam najbolj pride do izraza karizma, znanje in izkušnje. Ok, ampak dej vam malo trenirati, ne? Če bi mi recimo to možno z eno potezo rešiti svet pred lakoto, kaj bi naredili, ne? Imam kar nekaj pametnih idej, a mislim, da ne bi bilo modro, da že v tej fazi odkrivam svoje najmočnejše orožje. Ok, ne zanima me orožje, ampak zanima me vaše stališče, ne? Vem, kaj hočete, ampak poskušajte razumeti situacijo. Ena od resnih kandidatk je tudi hrvaška predstavnica Vesna Pusić, ki zagotovo spremlja slovensko televizijo in ne bi rada, da mi ukrade kakšno idejo. Saj veste, kaj pravijo. 3 Hrvata, 7 tata. Ok, s čim se boste predstavili na talent šovu? Predstavil se bom kot DJ Turk. Vrtel bom Chopinov nokturno v drum and bass verziji. DJ Turk, hvala, ker ste bili moj gost. Hvala tudi vam. Ok, mi pa se vidimo naslednji teden ob istem času na istem kanalu. Adijo. Smo že pri športu in z nama je kolega Sagadin. Čau. Lep pozdrav. Zmago, a je res, da so Avstrijci na novoletni skakalni turneji špionirali za Prevcem in ostalimi našimi skakalci? Ja, tako je. Raziskovalni novinarji avstrijske televizije so nekaj dni diskretno spremljali naše orle, da bi našli skrivni recept za fenomenalne predstave v letošnji sezoni.
In kaj so odkrili? Odkrili so nekaj, kar se da opisati v 3 besedah. Delo, delo in še enkrat delo. Pa še nekaj so ugotovili, da prevci in druščina trenirajo tudi takrat, ko ostali že spijo. Jaz se ne bi čudil, če bi prevci enkrat odrinil na kulmo in pristal na Brniku. Ja, res, fant je izven serijski. Če sem iskrena, me bolj zanima naslednja novica. Ja, verjamem, da te. O popularizaciji svojega športa razmišljajo tudi plavalci. Kaj vse so pripravljeni za to storiti, nam je povedal Damir Dugonič. Da bi imeli več gledalcev in bi bili prenosi bolj gledani, smo pripravljeni odvreči kopalke. Ja, pripravljeni smo plavati goli. Za moške plavalce sem 100% prepričan, da smo vsi za to. Plavalke pa se še malo obotavljajo, ampak mislim, da jih bomo prepričali. Dober si, stari. Bagor tepka boš pehinga. Slovenska odbojka še naprej žanje velike uspehe, pa ne samo v dvoranah in na mivki, vse kaže, da nam gre dobro od rok tudi v odbojki ob žici. V športnem parku Rigonce sta se na ekshibicijski tekmi pomerili reprezentanci Slovenije in Hrvaške. Po začetni zmeri v naši ekipi in silovitem pritisku Hrvatov, ko ni bilo jasno, odkot vse nam pošiljajo žoge, so se Slovenci malce zbrali in z dobrim blokom dobili drugi in tretji niz. Končni rezultat je bil 2-1. Tole pa ni bilo tako nedolžno. Za naslednji teden pripravljam eno bombastično zadevo. A lahko že kaj namigneš? Ja, lahko, sam se bojim, da me zgrabi v križo. Poparaj ne. Za konec še naša stalna rubrika. Donald Trump je v ekskluzivnem intervjuju za TV Sevnica med drugim povedal, zakaj tako poredko obišče Slovenijo. Gospod Trump, kdaj ste bili nazadnje v Sloveniji? Je res, da nas ne marate? Pa kva je narobe? Tu sploh ne reč, da veš ne morem. Dokler nisem spoznal moja Melanie, sploh nisem vedel, da res obstajate. Mislil sem, da ste iz Karpatu, vampirje, ki pijejo kri in komunajzeri, ki ljudi pa bijejo. Ko sem bil nazadnje v Sloveniji, sem videl, kako ste bogi. To pa ni res, to so dezinformacije. Ceste imate take, da še s Hammerjem ne bi upal voziti. Takrat sem župana ponudil $3 million, da zrihtate nive, pa mi je rekel, da brab še maljun pa pol. Pa sem se obrnil pa šel. Gospod Trop, prijete še kaj, pa hvala lepa. Meni sploh ni tako antipatičen, kot sem mislila. No, nek možganski trust ravno ni. Spoštovani gledalci, to je bilo vse za nocoj. Spremljajte nas še naprej na družabnih omrežjih. Naslednji teden oddaje ni zaradi rokometa. Vidimo se čez 14 dni. Nasvidenje.